In se je začelo. V 2023 Ljudski vrt ni več nič oaza miru. Po 4 tednih so naši vijoličasti pubeci spet skupaj. Z veliko pozitivne energije in odločnosti ter z velikimi pričakovanji pred novimi izzivi v letu 2023. Premor je torej končan. Začelo se je odločno, takoj na polno. Po vmesnem izpolnjevanju individualnega programa so temelji postavljeni in čas je za novo skupno poglavje. Veseli smo spet, da smo skupaj, da se začne. Bila kar dolga pauza letos, ampak pripravljeni smo na delo, na treninge. Seveda vsi komaj čakamo na koncu tudi prijateljske tekme in da se v tem začetku februarja začne zares, kjer moramo biti takoj pravi. Ampak jaz verjamem, da bomo priprave dobro delali. Normalno si želim, verjamem, da tudi trenerji in vsi ostali, da ostanemo zdravi, potem je normalno vse lažje. Ob začetku aktivnosti brez novih obrazov. V primerjavi z zaključkom jeseni so priključeni mladinci Dizdarević, Lorber, Čuk in Tavares. Športni direktor je medtem sklenil dogovore o podaljšanju pogodb, tako da večji kadrovski premiki niso predvideni. To je ekipa, ki jaz mislim, da je pokazala, v katero se verjame, ki so pokazali, da lahko igrajo za Maribor, zato tudi podaljšanje z Toličem, z Sikoškom, priključili tudi mlade igralce, tudi Tavares pokazal, da naredi en preskok in ko se zgodi nekaj takega, je treba to nagraditi, pokazati, da verjamemo v njega. Prav tako Tine Čuk je en velik up, katerega verjamemo. Tako da, to so fantje, ki bodo sestavljali Maribor, seveda prestopni rok se je začel, tako da lahko se zgodi marsikaj, ampak večjih premikov jaz osebno ne želim. Po načrtu, ki ga je pripravil Damir Krznar, bo uvodni del priprav moštvo opravilo v Ljudskem vrtu, 21. januarja pa sledi selitev na osrednji del v Turčijo. Predtem bo prvi test za vračanje tekmovalnih občutkov v domačem okolju 17. januarja proti Aluminiju. Na seznamu za začetek priprav je 34 igralcev. Šturm in Pihler še nista nared za večje obremenitve, Šoštarič Karič pa zaradi lažje poškodbe vadi po prilagojenem programu. Prvi cilj je kroz ove pripreme ostati zdravi, zaobići koliko je to god moguće ozljede, jer samo zdravi igrač vam može dati dovoljno, odnosno onoliko koliko tražite. Po prvim malo testovima i vaganjima vidim da su bili izuzetno ozbiljni. Radili su oni i dodatno po svojom planu koji smo im dali i svi su odradili plan onako u 100% dijelu, tako da sad predstoji ovoga polako formiranje grupe. Moramo nastaviti tamo gdje smo stali, znate i svi da je kraj prvenstva bio jako lijep, sa dobrom konekcijom u igri, sa puno napadačkih akcija. Sad slijedi ono što je najteže, a to je ponavljanje. Znači ponavljati takve izvedbe, pokušati se vratiti na taj nivo, neće nam biti lako, ali već prvih 5 utakmica, praktički 5 derbija i sigurno da moramo biti spremni već za onu prvu protiv Kopra. Verjamemo, da bo tudi v letu 2023 veljalo Maribor šampion.